Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Sama prireditve bodo potekale vse do 15. junija, ko bo zaključek v Šmarjah pri Jelšah. Ena izmed pomembnih prireditev, ki se nahaja v muzeju na prostem na Stari Savi na Jesenicah, pa je tokrat parada Učenje. Več o sami paradi pa nam bo pojasnila Nika Katrašnik iz Ljudske univerze Jesenice. Nika, pozdravljena. Lep pozdrav. Kakšna je letošnja rdeča nit parade tukaj na Stari Savi? Letošnja rdeča nit so znanje in ideje, ki boljšajo prihodnost. To pomeni, da ne govorimo samo o učenju kot takem, ampak tudi, kaj lahko ta pripomore k boljši in lepši prihodnosti. Kako ste se pripravljali na današnji dogodek? Kot je videti, se je tukaj zbralo veliko mladih in starih po srcu. Tako je. Priprave so bile dolgotrajne, ampak so se obrestovale, ker je danes z nami več kot 40 različnih društev, organizacij, od ustvarjalcev, kreativnih delavnic, šol. Pred nami je ravno kar teater, ki izvaja predstavo za otroke. Res pestro dogajanje. Kaj se bo vse dogajalo in koliko časa? Današnja parada učenja poteka od 14. do 17. ure. Dogaja se tukaj v muzeju na prostem in pa v Kolprnu, kjer si lahko ljudje izmerijo kostno gostoto. Tukaj pa nas spremlja pester odrski program, ki je od 14. pa do 17. ure, stojnice in pa delavnice. Zelo pomembno pa je letos tudi leto Srečka Kosovela, na katerega smo tudi dali veliko pozornost in se lahko ljudje slikajo s Srečkom Kosovelom na začetku paradnega prostora in pa vse stojnice spremljajo tudi njegove misli. Kaj najmlajše najbolj zanima? Zelo radi ustvarjajo in pa predvsem jim je bila zelo všeč sirena od policije in pa od gasilnega vozila. Kaj še? Prav tako pa so jim všeč tudi naši dve maskoti, ki delita bombone in pa lepe misli in jih s tem razveseljujeta. Sedaj lahko uživajo v predstavi, prej so imeli plesne, glasbene nastope. Mislim, da tako mladim kot starejšim kot najmlajšim ni dolg čas. In kako je ime tem dvem maskotom, ki skačeta tukaj okrog? To sta pa naša Rudi in Lujči. Lujči je predstavnik Ljudske univerze Jesenice, to je ta rdeči, rumeni pa je Rudi in je predstavnik občine Jesenice. Torej ste zadovoljni s takim številom obiska? Seveda, zelo. Zelo smo veseli, da je parada učenja vedno bolj prepoznaven dogodek in na katerega se udeleži vedno več ljudi. Evo, hvala lepa in srečno. Hvala vam. Jurij Živjo, kako si kaj? Pa prodajamo tukaj, lušten se imamo in tako, ene lepo polne. Pa promoviramo svojo glino, izdelke glinene, naravne izdelke, to se pravi, kopljemo svojo glino, jo obdelamo, naredimo skupaj z varovanci. Kako ste se pa pripravljali na tale dogodek? Pa v bistvu na ta dogodek nisem pripravljen nič posebenega, v bistvu smo imeli že vse pripravljen, ker v bistvu izdelujemo skozi izdelke, tako da smo spravili v škatle, nekaj dobre volje zaposlenih, uporabnikov, pa smo tukaj, radi to predstavljamo. Smo pa prišli še z enim namenom, da promoviramo našo delavnico gline, brezplačno delavnico, ki bo 28.5. in 4.6. v jutranjih urah. Pridite, luštno se bomo imeli z varovanci VDC Jesenice.
Krasno, krasno, mogoče pa pridemo. Če nam pošljete kakšno vabilo, pa se oglasimo. No, z veseljem, tudi to. Sicer pa prihajate iz CUDV-ja in svoj sedež imate pa tukaj na Jesenicah. Izpostava je pa Jesenice, viri se Jesenice, tako da krasno. Hvala lepa. Ja, malenkost, srečno. Na Stari Savi se tokrat predstavlja Športno-kinološko društvo Lesce Radovljica, z nami pa Marina Valjavec. Pozdravljeni, kako se predstavljate mimoidočim? Smo kinološko društvo in smo vodniki reševalnih psov, tako da predstavljamo naše delo, kaj delamo, koga iščemo, majčkeno vire tukaj predstavimo, kako delajo, malo trikce pokažemo, kaj delajo naši psi, potem tudi kako poteka šolanje, kako poteka izobraževanje teh reševalnih psov, da smo prostovoljci. Ti vaši kužki rešujejo tudi v gorah? V gorah načeloma ne. Je pa? Tukaj v teli lokalne območja, potem imamo pse za ruševine, za plazove imamo tudi pse narejene, tako da to. Kar se pa gora tiče, pa ponovadi vemo, kam grejo in če se oseba zgubi, načeloma vejo. Če pa v primeru, da pa se vse ne ve, se pa tudi nas aktivira, tako ja. Kaj predstavljate na vaši stojnici in kdo pravzaprav ste, se lahko predstavite? Ja, v bistvu mi smo neodvisni finančni svetovalci. Mi sodelujemo z 11 različnimi zavarovalnicami na slovenskem trgu in pač pomagamo ljudem urejati njihove osebne finance. Od različnih zavarovanj pa do različnih dolgoročnih naložb. Tako, na hitrce. Kakšen je vaš interes mimoidočih? Naš interes je, da pač jim probamo čim bolj predstaviti, kdo smo, kaj smo, s čim se ukvarjamo, pa da mogoče pritegnemo pozornost oziroma da se pač tudi osebno dobimo z ljudmi in jim te stvari povemo oziroma uredimo. Koliko časa že obstajate? Več kot 24 let na slovenskem trgu, firma Harvest, ampak pač to je to, kar se teh stvari tiče. Prihajate iz Ljubljane in se vsako leto predstavljate na paradi učenja na Jesenicah. Letos smo prvič, tako da pač vzdušje zaenkrat je zanimivo. Jaz upam, da bomo še večkrat prišli, da bomo lahko pač ljudem odprli oziroma neko novo znanje dali oziroma kdo dejansko mi smo. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa.